Tuja mehkoba je naslov druge samostojne knjige poezije pesnice in prevajalke Natalije Milovanović. Spomnimo, za knjigo poezije z naslovom Samoumevno je Natalija Milovanović leta 2021 prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši literarni prvenec. Knjiga je bila izbrana za obravnavo na festivalu Pranger in uvrščena v kritiški izbor 10 Books from Slovenia za leto 2022. Obe avtoričini pesniški zbirki sta izšli pri Centru za slovensko književnost v zbirki Alef. Natalija Milovanović piše poezijo v srbščini in slovenščini, kot je večkrat poudarila že ob izidu prvenca, pa proces pisanja poezije zanjo pomeni tudi nenehno deavtomatizacijo maternega jezika kot samoumevnosti. Danes bomo zato z njo med drugim tudi razmišljali tudi o njenem razmerju do slovenščine, v kateri je napisala že drugo vrhunsko pesniško knjigo. Tudi o njenem razmerju do sodobne slovenske poezije, predvsem pa o tem, kakšno je tujstvo, ki ga prinaša mehkoba, in kako je nastajala tuja mehkoba, ta na prvi vtis tiha, refleksivna, a izjemno pronicljiva, suverena, subtilna knjiga, ki jo prežemata empatija in odprtost do drugega in drugačnega. Z Natalijo Milovanović se bom pogovarjala Tina Kozin. Obredi. Obredi se z leti polnijo s smislom, razdrobljenim in rahlo zatohlim kot sarme na mizi. Ker postaja očitno, da miza le ni tako velika, kot se je zdela, ko stola še ni bilo možno doseči tal. In tudi stolov ni tako veliko, kot bi jih lahko bilo, če bi na njih sedeli vsi tisti, ki so bingljali iz naročij. Noge so dosegle tla in odkorakale. Nekatere so se vračale ob obredih, drugim je bilo še pogrebno kosilo predaleč. Sarme so vmes postale veganske, a topi noži, spolirani za to priložnost, enako zarezujejo v njihovo notranjost, razdrobljeno, zgneteno in napojeno s časom. Tako se ideja o smislu zavleče pod kožo, kljub vsem banalnostim ritualov in ikonam, ki nas desetletja enako zakrknjeno opazujejo. Zavleče se kot prst skozi zeljni list na obeh koncih, med vztrajnim zavijanjem majhnih hranilnih doz v kislo okolje vsakdana in dolgim, dolgim kuhanjem. Natalija Milovanović, lepo pozdravljeni. Zdravo. V oddaji Literarna matineja, hvala za vaše branje. Spoštovani poslušalci, tudi vam lep pozdrav. Poslušali ste torej pesem Obredi iz knjige Tuja mehkoba Natalije Milovanović v avtoričini interpretaciji. Natalija, morda bi rekli samo besedo, dve o tem, zakaj prav ta pesem kot nekakšno izhodišče ali pa iztočnica za najin pogovor o vaši novi knjigi poezije. To je ena od najstarejših pesmi v knjigi in je bila del nekega zelo kratkega cikla z naslovom Tuja mehkoba, ki sem ga pošiljala na projekte, v katerih sem sodelovala 2-3 leta nazaj. In med drugim je bila prevedena v francoščino, pa v marati jezik iz Indije in mi je bilo zanimivo, da se morajo ukvarjati s temi motivi, da se morajo ukvarjati z motivom sarme v slovenščini. In tudi bila je enkrat prebrana na Arsu v Nokturnu, se mi zdi. In mi je bilo zelo lepo slišati in sem jo pravzaprav, mi je ena ljubših v knjigi. Meni je tudi zelo všeč ena ljubših oziroma dve najljubši imam, bova morda pozneje o tem. Nazadnje sva se pogovarjali, ko ste prejeli nagrado za najboljši literarni prvenec ob knjigi Samoumevno. Takrat sva veliko govorili o tujščini, v kateri ste napisali pač knjigo. Zdi se, da ste se v tej tujščini, se pravi slovenščini, že kar zelo dobro udomačili, pa bi začela najin pogovor o vaši drugi knjigi prav tu, na tem mestu. Kako se je kaj spremenil vaš odnos do slovenskega jezika v tem času?
Beseda udomačevanje je prava beseda na tem mestu, zato ker pred samoumevnim je izšel še en chapbook, ki se mu reče Udomačevanje domačih živali, dvojezičen, pripitomljavanje domačih životinja, ki sem ga pisala skupaj s Tanjo Božič in ta je bil najbolj posvečen temam jezika, pripadnosti, tujosti. Potem so se te teme še nekako potegnile noter v samoumevno, ker je knjiga nastajala približno enakem času, pa še malo potem. In takrat mi je bilo to zelo pomembno. Pomembno izreči, pomembno se postaviti, pozicionirati s to knjigo. V tuji mehkobi pa te teme niso več v ospredju, ker so bile izrečene, bile napisane in zame so zaključene. Nimam več, ne žuli me več ta tema. Sej tudi takrat meni je bilo to predvsem pomembno navzven povedati, s sabo sem pa to razčistila v procesu pisanja skupaj s Tanjo. No, rekli ste, da v tej knjigi ta tema ni tematizirana, to seveda drži, je pa še vedno močno tematiziran pač odnos z jezikom, besedo, možnost izrekanja oziroma neizrekanja, ta razlika med zamolčanim in neizrečenim, ne. In ta je sploh zelo prisotna, zdaj sem se že malo preskočila, no, ker sem vas želela to vprašati malo pozneje, no, ampak ta je zelo prisotna v prvem delu knjige, ne. Je pa to zdaj na bolj univerzalni ravni, na tisti ravni, ki je zanimiva v bistvu za slehernika, za ustvarjalca, ki dela z jezikom pa toliko bolj, no. Ja, prvi del knjige se pravi ne tematizira, kot sem prej rekla, tujščine, ampak mogoče tujstva in odtujenost. In ta je težko ubesedljiva, vsaj zame, ker se jo lahko najde v marsikaterem aspektu življenja, v najmanjših nekih trenutkih, temu ne bi rekli kulturni šok, ne bi rekli neke posebne zdaj razlike, ampak takšne malenkosti so, kjer človek zdrsne in lahko zdrsne v sentiment, lahko zdrsne v molk, lahko zdrsne v krik, odvisno. In te trenutke ali pa občutke probam opisovati, hkrati pa to, kar ste rekli, ne, zamolčano in neizrečeno, se mi zdi, da še kar v veliki meri puščam zamolčano, samo pokažem, da je tam še nekaj za pesmijo. Seveda se zato je pa to tudi tako močna poezija, ne, ker ni deklarativna. Rekli ste, ni kulturni šok, ampak sem pa naletela na, bi rekla temu, civilizacijski šok ob branju pesmi o ženski, ki sedi pred hišo, ko mimo nje letijo projektili, ne. Ja, je pa ta pesem tako postavljena v naracijo njene hčerke, ki nekje nedoločena, ampak na nekem zahodu, ne, nekje v nekem našem prostoru to pripoveduje. In tam je recimo kontrast, pogosto gradim na kontrastih, no, in tam je kontrast, da ta ženska sedi pred hišo in je tam neznosno vroče, hčerka pa sedi pod klimo v neki učilnici in nam to govori in mi smo vsi dobesedno zaščiteni pred vročino, ne. In lahko ostanemo noter, če želimo. Medtem ko tista, ki sedi pred hišo, pa gre pred hišo, zato ker noter ni ničesar. Mislim, to so te kontrasti, ki so nenehno prisotni, če jih hočemo videti. Tuja mehkoba. O čem bova govorili, ko bova govorili o združevanju dveh v bistvu tako, ne bom rekla nekakor nezdružljivih besed, ampak na prvi pogled oddaljenih, ne. Tujost, hkrati pa nekaj nežnega, blagega, kajti tujost si težko predstavljam kot nekaj, kar bi me zelo blago pobožalo, no. Ja. O čem bomo govorili? Mogoče z eno besedo o empatiji ali o poskusu empatije. Tuja mehkoba proba ravno govoriti o tem, da imamo vedno višja pričakovanja od drugih, se pravi v kontekstu te pesmi, ne. Tuja mehkoba, ki je naslovna, je vers, tuja mehkoba je vedno pretrda, ne. Nam se zdi, da si vedno zaslužimo še malo empatije, in lastni sunki so najmočnejši, ne, to tudi pravi pesem, se pravi, veliko
lažje je zapasti v samo obžalovanje, kot nekomu podati roko in pravzaprav proba tu obrniti situacijo in poskuša razumeti, da so tudi drugemu njegovi sunki najmočnejši. Ja. Nisem povedala v napovedi, pa sem želela, ampak tole sem vam hotela postaviti v bistvu kot zaključno vprašanje, ampak sva že pri empatiji, ne. Knjiga Tvoja mehkoba se mi zdi, kot sem povedala v napovedi, tišja knjiga od knjige Samoumevno, bolj refleksivna. Predvsem se mi zdi pa kljub vsej tihosti, da je jasen klic k empatiji, k soobčutenju drugih ljudi in sploh drugega kot tistega, kar je drugačno od nas. No. In to se me je v bistvu v tej knjigi najbolj dotaknilo. No. To sem omenila na začetku, pa mogoče še tu paše, da Samoumevno je knjiga, s katero sem želela se pozicionirati in sicer jasno pozicionirati, sama se pozicionirati, ne pustiti, da me določijo od zunaj, kar seveda se potem tudi zgodi, ampak poskušati vsaj sama povedati svojo pozicijo. Ker sem se takrat tudi ukvarjala s samimi pojmi, kaj pomeni priseljenska književnost. Takrat sem pisala magistrsko nalogo, ki se je spogledovala s to temo in tako naprej. V tej knjigi pa ni bilo nobene take intence, v bistvu sploh ni bila pisana z idejo, kako bo percipirana. In se mi zdi, da je zato tudi toliko tišja, ker je nastajala nenamensko. Jaz potem, ko sem napisala Samoumevno, nisem vedela, ali bom objavila še eno knjigo. Upala sem, ja, seveda, ampak vedela pa nisem. Ravno to sem vas tudi želela vprašati. Knjiga ima zelo precizno zgradbo, trodelno, to vas bom prosila, da opišete vi, da ne bom preveč govorila jaz, kajti oddaja je vendarle posvečena vam. Ampak v tej zgradbi, ki jo zelo določa tudi metafora in pesmi povezane s tehtnico, ne, sem razmišljala o tem, ali je bila v glavi neka struktura, kaj želite povedati in kako boste to členili, ali so bile najprej posamezne pesmi in se je potem zgradba oblikovala ob recimo izbiranju gradiva, ki ga boste uvrstili v knjigo, pa se mi zdaj že zdi, da ste mi odgovorili, da je bilo bolj to drugo, ne? Ja. Zgradba ni bila začrtana, kot ste že uganili. Se pravi, če razložim, knjiga je razdeljena na 3 dele. Prvi del se imenuje Sledi, drugi se imenuje Perspektive in tretji se imenuje Brazgotine. In vsakemu teh 3 delov predhodi diptih z naslovom Tehtnica. In imamo 3 tehtnice, ki torej stojijo izven vsakega od 3 delov. Tehtnica analizna, tehtnica precizna in tehtnica sintezna. Vsaka po 2 pesmi, ki vse nekako preigravajo motiv vlaka in motiv tovorne tehtnice, se pravi tehtnice za tovorni vlak in motiv tehtnice kot takšne. In potem na različne načine. Tudi te podnaslovi jo določajo, ne, analizna, precizna, sintezna. Potem pa sami razdelki so pa tako grajeni, da se razdelek vselej konča s pesmijo, ki je hkrati ta, ki mu je dala naslov, se pravi sledi se končajo s sledmi in perspektive s perspektivami, brazgotine s brazgotinami. Potem je pa še ena mikroraven, da se vsaka od teh zadnjih pesmi konča z besedo brazgotine. Tako da se v bistvu beseda brazgotine pojavi 5-krat v knjigi, kot 3-krat zadnja v posamezni pesmi in 2-krat naslovna, naslov razdelka in naslov pesmi. In s tem tudi ta nekako se povzdigne na raven motiva. Ja, ni pa bila ta zgradba vnaprej določena, se je pa kar podala, se pravi, te 3 deli so se podali nekako glede na snov, kar sem imela napisano. Potem tehtnice, imela sem 4 pesmi, se pravi, to je bil en cikel, 4-delni, potem sem ga razbila na 2 pesmi, potem sem pa še 2 dopisala, da bi ustregla temu, kar se mi je pa potem izrisalo. In enako s to besedo brazgotine, ki sem jo potem noter vnašala, ni bila, jaz strukture vnaprej nisem videla, ko pa sem jo enkrat videla, se mi je pa
zdelo zelo zabavno igrati z njo in se mi je zdelo zelo fino potem imeti te male povezave skozi celo knjigo, ki jo v bistvu zašijajo v celoto, čeprav so posamezne pesmi in niso cikli. To je zelo dober izraz, da jo zašijajo, kajti v bistvu zdaj ste naredili to, kar sem vas prosila, analitično ste predstavili zgradbo. Moram pa takoj poudariti, da ob branju deluje zelo naravno in da so te besede so v bistvu zelo pomembne, no, in ta vračanja. Vsaj meni so bila, prvič sem brala tanko knjigo in so me ves čas še vračala nazaj, tako da v bistvu po prvem branju knjige je nisem prebrala samo enkrat, sem določene pesmi že večkrat prebrala ali pa sem iskala motiv vlaka, ki se je že tam pojavil, tako da moram reči, da je zelo učinkovita, no, zgradba. Me veseli, zato ker sem bila zelo negotova, ker je cikličnost nekaj, kar sem imela že pri samoumevno, tam se je v prvi in v zadnji pesmi ponovil isti vers in tudi tista knjiga je bila trodelna. Skratka, zdelo se mi je, da morebiti je to kazalec, da je ostala poetika na enaki ravni. In sem se spraševala, a je kakšen premik, a je treba, da je premik, ali naj naredim nekaj drugače. In preprosto ni šlo drugače. To je bilo najboljše, kar sem zmogla in sem se sprijaznila s tem, da imam pač enako zgradbo in imam pač enako strukturo cikličnosti, ker očitno mi leži. Ne vem, kako bo v prihodnje, ampak to me definitivno nisem bila zaradi tega gotova, da je to super, temveč me je zdelalo zelo, zelo negotovo. So pa to, mislim, da vprašanja, s katerimi se soočajo vsi ustvarjalci, vsaj tisti, ki malo razmišljajo o svojem delu. Ja, mogoče, upam. Ta metafora tehtnice, ki je po drugi strani zelo konkretna tehtnica, ne, je prav zaradi tega zelo odprta, ne, in Veronika Dintinjana, avtorica spremnega besedila, poudarja ta moment tehtanja, ne. Teže tega, teže onega in tako naprej. Meni pa se je ves čas, morda ravno zaradi res te empatičnosti, ki je tako nevsiljivo prisotna v pesmih, ves čas pojavljal še drug vidik tehtnice, namreč tehtnice kot nečesa, kar je povezano s pravico in krivico, tudi z močjo, prek seveda tehtanja teh dveh kategorij, kaj je pravično, kaj je krivično. Ne? V končni konsekvenci o tem odloča moč. Ne? O tem sem tudi razmišljala, pa morda o ravnovesju, no? Tako da se mi je še veliko bolj odprta kazala ta metafora. Je to branje povsem onstran vaših avtorskih intenc? Ni onstran, ampak sej pravzaprav je za knjigo vseeno, kaj so avtorske intence, ampak knjiga tudi sama to potrjuje, zato ker v tehtnici sintezni, ki stoji pred zadnjim razdelkom, nekako poskuša potegniti črto, zakaj, čemu toliko tehtanja, sta tudi eksplicitno poimenovani boginji pravičnosti, grška in rimska. To je tudi nekaj, kar bi rekla, da ni tipično zame, da ni nekaj, kar bi kar tako delala, ampak se mi je zdelo, da tu pa res paše in da se lahko sklicujem na tako velika imena. Se pravi, zadnja kitica tehtnice sintezne, porazdelitev teže je temi, da ima zavezane oči, Justicija ima razgaljene prsi, v roki ima ta težek meč. Tako da je tu, s tem mečem je hkrati tudi seveda moč, ampak moč naj bi bila v tem primeru v rokah pravice same. S tem pa vemo, kako je. Tako. Brazgotine ste tudi omenili. Brazgotine so pa name delovale kot zelo močna beseda, ne zato, ker bi se tolikokrat pojavile, ker tudi sama sem šla potem šteti kolikokrat in sem razmišljala, morda je to povezano s tem, da se brazgotine pojavijo že v knjigi Samoumevno in da so brazgotine pač del kože, ki je meja posameznika, ne, kot smo tudi lahko prebrali. Kako pa se je v vseh teh letih, zdaj ne želim biti osebna, ampak tako, no, recimo z čisto pesniškega vidika spremenil vaš odnos do ubesedovanja teh brazgotin, ki jih ne nazadnje nosi vsak človek? Poskušam jih več ubesedovati. Če so mi
če so mi kritike za samoumevno rekle, da je to zelo analitična knjiga, da je stvarna, da je nekje bilo celo rečeno očiščena čustev, sem poskušala to več dovoliti v poeziji, v tuji mehkobi. Zdaj ne nujno samo zaradi teh kritik, ampak to so takšne stvari, za katere človek reče, da mu je vseeno, ampak ostane nekje, nekje zadaj. In poskušala sem dovoliti malo več. In se mi zdi, da ravno v 2. in 3. razdelku, ki imata potem govorko v prvi osebi ednine, do tega res tudi pride. In mi je bilo... Ne bom rekla, da mi je bilo lahko pisati, pa ni mi bilo, tudi v veselje mi ni bilo, ampak sem zadovoljna, da sem jih napisala. Hkrati pa mi je potem težko recimo zelo veliko razpravljati o posameznih pesmih, kjer se čutim najbolj razgaljeno. No, tudi zato, ker se mi zdi, da mora vsak bralec v bistvu poezijo doživeti sam, da poezija ni toliko tu zato, da bi o njej govorili, ampak je pač treba brati. Nisem nekako želela danes postavljati tako kakšnih konkretnih vprašanj o tej ali oni pesmi ali o določenih tematskih sklopih, zato se jih tudi dotika malo bolj naokoli. In recimo, preden bi vas prosila za branje, zelo močen tematski sklop mi predstavljajo tudi pesmi, ki se dotikajo minulega, spomina, ampak minulega tako, kot nas zadeva še zmeraj, ne kot nečesa, do česar smo pač zdaj, vzpostavili neko distanco in deklarirali za minulo. Saj že to, če govorimo o tem, tako pomeni, da je še to. In hkrati, da je vsak spomin relativen. Spomin ni faktičen in to nekje tudi tematiziram v eni pesmi, da rečem, da se preteklost nenehno spreminja glede na to, kdo jo pripoveduje in kaj ob tem pripoveduje sam sebi. Ker to nas lahko zanaša v takšno ali drugačno smer, v neko nostalgijo, v melanholijo, v neko veliko idealizacijo preteklosti, ampak tudi v čisti molk, odvisno od situacije. Poskušam pa vsem tem plastem dati glas, ker se mi zdi, da so pod površjem vsega tega, kar se dogaja, se pravi, kar mineva. Pesmi, ki sem jo omenila na začetku, da sta se me zelo dotaknili, sta Upanje in Žerjav. Na nek način se obe ukvarjata z izgubo, vsaka malo drugače. Pri Žerjavu se me je kar pretresla, dialog o tem, dialog, ki seveda ni dialog, ampak pesniško opisan dialog o tem, kako pokop doživljajo priseljenci. Kajti mislim, da je to tudi edinkrat, da se pojavi v knjigi prav res beseda. Priseljenci. In me je kar zabolelo. Dotaknilo se me je. In bi vas prosila, da eno od obeh pesmi preberete, da bo to recimo namesto najinega pogovora o tem močnem tematskem sklopu. Mislim, jaz lahko preberem obe, zdaj pa sva nagovorili pesem Žerjav in se mi zdi prav, da jo potem tudi slišimo, če že o njej govorimo. Če pa bo čas, pa lahko potem preberem še pesem Upanje. Žerjav. Oče je pravil, da se po pokopališču pozna intimna zgodovina naselij. Ko se sprehajaš po njem, ni bolj živega mesta. Na Žalah sem se najraje ustavila ob spomeniku sovjetskim vojakom, kjer je jata kamniti Žerjavov večno pripravljena na polet, kot vse nenadne smrti, ki odvršijo, še preden dojamejo, da so se zgodile. Z očetom obmolčiva ob vprašanju, kje počivajo priseljenci. Ali se bom še mrtva ozirala proti krajem, na katerih sem si med sprehodi predstavljala svoj nagrobnik? Ali je tistim, ki rečejo, da jim je vseeno, resnično vseeno? On pravi, naj ga kar vržemo, v zrak ali vodo, da mu ne bo treba hraniti korenin.
Pred leti je za svojega očeta sam narisal spomenik, kot sta skupaj narisala načrt hiše, ki nabira prah na nekem daljnem podeželju. V osrčju tišine, nad moškim imenom kompromisna zvezda, nad ženskim brezkompromisni katoliški križ. Ali bo šel k staršem, nadet še en simbol? Ali pa ga bom kljub globi za razsipanje ostankov kot žerjava poslala vseeno kam? Tako da povsod, kjer se sprehajam, lahko pomislim, ni bolj živega mesta. Hvala, Natalija Milovanovič. Morda res prihraniva upanje še za konec. Pa greva zdaj na malo bolj vesele teme. Recimo vaš odnos s slovensko sodobno poezijo. Kar nekaj je dialogiziran tudi s slovenskimi sodobnimi pesniki in pesnicami. Najbolj izrazito seveda oziroma bom rekla najbolj na prvi pogled očitno z Gregorjem Podlogarjem. Njegove verze ste si izbrali tudi za nekakšen moto v knjigi. Pa potem je tudi Tone Škarjanec, pa Meta Kušar. Nekje globoko v toku besed bi znala zaslediti tudi Veroniko Dintinjana in še koga, ampak ni smisel zdaj, da jih naštevam, ker bolj me zanima to, kako ste se nekako, spet bom uporabila ta izraz, udomačili v slovenski pesniški, bom rekla kar tradiciji, no, pa imeva to ali za sodobno poezijo ali tudi za nekoliko starejšo. Se počutite tu kaj bolj doma, kot ste se recimo ob prihodu? Je to del vaše identitete, prav ta sodobna recimo slovenska pesniška scena, ali imate tu še morda bolj distanciran odnos do vsega skupaj? Mogoče najprej o tem, da knjiga dialogizira. Se pravi, to, da jih res, dobro, Podlogar je na začetku kot moto, to je res, pesem Reke iz Atlasa mi je bila tako dobra, da sem jo hotela celo citirati, ker se mi zdi, da točno to povzema, kar je cela tuja mehkoba. In sicer, kako že reče, nenadne sunke v notranjosti. Medtem ko ostali so pa nekako bili z mano, se pravi, da sem jih brala, medtem ko je knjiga nastajala. To ne pomeni, da nisem brala drugih pesmi, to tudi ne pomeni, da zdaj favoriziram točno ta pesniška imena, temveč samo to, da so ta besedila komunicirala z mojimi besedili v pravem trenutku. Zdi se mi lepo navajati imena, vem, da bi lahko tudi to drugače reševala, da tudi ne bi nujno bilo treba, da so takoj tam na tisti strani, lahko bi jih nekje na koncu navedla ali kaj, ampak meni se zdi ta gostoljubnost v knjigi lepa. V prvi knjigi sem tudi imela nekaj takšnih, imela sem Barbaro Korun, pa Sergeja Harlamova, pa še. Ampak ne gre za to, da bi zdaj želela točno ta imena izpostavljati in da bi želela, da se moja knjiga bere usporedno z njihovimi. Se tudi njihove poetike niso, dobro, če lahko nekoliko približamo morda Gregorja Podlogarja in Toneta Škarjanca, pa vendar je Meta Kušar povsem drugačna, Veronika je drugačna, tako da nisem imela v mislih zdaj. To ima veze s tem, ker ste potem vprašali, kako sem se udomačila v sodobni slovenski poeziji, to ima veze z neliterarnim delovanjem tudi. Veze s tem, da sem potem dejavna v drugih vlogah in konkretno pri Meti Kušar je bila to vloga moderatorke literarnega večera in sem se morala pripraviti in sem šla brati njen opus. In tisti vers nekako ostal z mano še dolgo po tistem večeru. Takšne stvari seveda tudi vplivajo in to je tudi delno odgovor na to, kako jaz in sodobna slovenska poezija. Moram reči, da je moja prvi prostor, kjer sem se počutila prijetno v sodobni slovenski poeziji, so bile mlade rime, se pravi enkrat na mesec branje, na katerem je lahko res kdorkoli za mikrofonom, ampak je vedno ali pa pogosto tudi na koncu večera nekdo bolj uveljavljena. Mlade rime sem najprej začela obiskovati, ko sem
hodila še v srednjo šolo, mislim, da sem bila 15-16, nekaj takega. Potem pa kmalu sem tudi sama stala na njihovem odru in bila ta, ki napoveduje bralce in bralke, in sem torej zelo veliko poezije se naposlušala na takšen način, in to so bile prav te poetike, ki so potem nekako skupaj z mano, ne, to je približno ta generacija, malo starejša, malo mlajša, ampak so potem začeli izdajati knjige in so počasi, ne, oblikovali neko najmlajšo, zdaj ne več najmlajšo generacijo. Tako da sem to res spremljala od blizu. Potem, ko se je ustanovil Ignor, sem začela tudi tja hoditi, brati. V tem smislu, da jaz ne vidim okoli sebe, ali pa se ne čutim zdaj pripadna neki konkretni literarni skupnosti v tem smislu, ampak vem, da če grem na katero od teh branj, da lahko grem sama tja in se počutim prijetno, tudi če se z nobenim ne pogovarjam, da vem, da tam je tak odprt prostor. In je še vedno odprt prostor za mlajše, kar je nekaj, kar je bilo meni dragoceno. Hkrati pa, ne vem, zdaj sem ta oseba, ki potem bere, ne vem, predzadnja, ne? To je tudi luštno po svoje. Res je, ja. Nisem niti imela v mislih, kakšne skupnosti se tega danes domala ni več. Se mi zdi, da že to, da ustvarjalec nekam pride in se počuti prijetno, čeprav nikogar ne pozna, da je to čeprav v Ljubljani je težko nikogar ne poznati v literarni skupnosti. To je tudi res. Zelo težko. Zato mi je bil tudi všeč čisto fizični odmik. 6 let sem živela drugje in je bilo to zelo plodno za ustvarjanje, za pisanje knjige. Ampak verjetno ste tudi tam počasi že poznali vse. Ja, vsaj ampak koga. Vseeno, niso pisali vsi v slovenščini. Ja, to je pa res. Dobro, Natalija Milovanović, je še kaj takega, kar bi radi posebej izpostavili ob vaši knjigi, da vam ne bom jaz polagala s svojimi vprašanji tako rekoč odgovore v usta? Mene zelo veseli, da je knjiga našla pot s police med roke. To je vse, kar sem si v bistvu želela potem, ko je izšla. Zato, ker zame ni bila lahka, ni bila v veselje. Zelo, zelo mučno mi je bilo pisati to knjigo, in potem, ko je bila tik pred objavo, se mi je zdelo, da se to strašno vleče in sem komaj čakala, da izide. Samo da gre stran od mene. In zdaj sem zelo vesela, da je šla res stran, ampak res med ljudi. No? Se pravi, da ko je bil dogodek, ko je bila prva promocija, je bila uspešna, ko so prišle prve kritike, so prišle spodbudne, in si želim, da najde še več bralcev in bralk. Tudi samo od ust do ust se je širila ta knjiga, tako je prišla do mene še pred kritikami. Začeli sva vaše branje z obredi. Rekli ste, da je to ena najstarejših pesmi v knjigi. Koliko pa je, recimo, čisto okvirno, ker ste rekli, da ste jo težko pisali. Kako dolgo je nastajala ta knjiga? V bistvu takoj po izidu samoumevno sem dobila rezidenco v Mariboru. To je to, kar omenjam na koncu, da je nastajala v Mariboru, in tam sem živela v neposredni bližini železnice, in tam so začele nastajati te tehtnice oziroma te vlaki. Ne. Imela sem občutek, da to je bila moja prva rezidenca, da nekaj nujno moram ustvariti. In potem sem bila relativno sem bila precej razočarana, da mi ni uspelo. Nato pa 4 leta kasneje zelo vesela, da vendar te okostnjaki, ki so tam nastali, so potem dobili neko meso in so postali pomemben del te knjige. Tako da sem jo v bistvu začela pisati po zimi 21, samoumevno je šlo poleti 21, ampak te procesi izhajanja ne sledijo procesom pisanja, so vedno v zamiku. Ne? Nastajala pa je potem najnovejša pesem je nekje iz decembra 24, se pravi cela 3 leta. Ja. To niti ni tako zelo dolgo. Se mi zdi, da tako dolgo recimo Zori neka tehtna knjiga, kar tale vaša zagotovo je. Vam čestitam, sem zelo uživala v branju in nedvomno jo bom še jemala v roke. Predlagam pa, da zdaj zaključiva najin pogovor z upanjem. Kaj lepšega. Velja.
upanje. Perzeidi, leonidi, geminidi, vrh Avgusta drvijo navzdol, vsak v svoji praznini. Dovolj daleč, da jih doseže le domišljija, ki je v svojem bistvu upanje. Poletno nebo se že ves večer iskri. Prvič ga gledam z druge strani otoka. Ta velika kamnina je vendarle suha zemlja, napojena s človeškimi šibkostmi. Resničnost jo prežema in ji krči žile romantike, razen ko nas iz čevljev sezuvajo nebeški roji. Lani sem po 5 letih vračanja prvič na otok pripeljala mamo. V pesmi, v sebi. Valovi so ob jutrih naplavljali žalost, jo ob večerih požirali v globine kot protibolečinsko terapijo. Edino takrat v vsem tem času nisem zmogla gledati v zvezde, ki dežujejo. Opazovala sem le luč in poletje brez konca, kjer je bilo nepredstavljivo, da bi čas še tekel, razen v pesmi, v sebi. Vsak dan se steguje, kot da je večen, a vendar zdrsne v vodo. Večer pa prevede vročino zraka v toplo površino kamnin in končno lahko zadihamo. Zadnji plavalci se postavljajo z mokrimi lasmi v mesečini, potem predolgo sedimo in postaja mrzlo. Z odmikanjem noči smo vse bolj iskreni. Najdlje traja hladna ura, preden napoči zora. Tedaj otožnost vzide kot dobro testo, nabrekne svetlobo pred samo zvezdo. Ko so nocoj padale, so z nasmehom govorili: zamisli si željo, izpolniti jo bo dež meteorjev. Gledam v svetli vzhod in nočem misliti na dež, ki namaka zemljo, o soncu, ki jo suši kot za šalo. Poletje traja in dnevi nimajo začetka, ne konca. A poletje je minilo. In prišlo je še eno, ko sem zadnjič obiskala otok. Sedela sem na križišču z mokrimi lasmi, pred hišo brez strehe, v katero se je zlivalo sonce. Poslavljala sem se, kot da se poslavljam od tela telesa, kot sem se poslovila od matere, od njenega telesa. Letos sem si ob vsakem utrinku znova zamislila 2 želji. Gledam v nebo in jo slišim, kako namešča ozvezdja v postroj za naključja. Ena se je uresničila, druga se še bo. Natalija Milovanovič, hvala za vsa branja, hvala za obisk in zelo, zelo zanimiv pogovor. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja, v kateri smo gostili pesnico in prevajalko Natalijo Milovanovič, s katero smo se pogovarjali predvsem o njeni zadnji knjigi Tuja mehkoba. Izšla je pri Centru za slovensko književnost v zbirki Alef. Z Natalijo Milovanovič sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Franci Modar.